Prvosrčno pozdravljeni, dobrodošli na srečanje pod Lipami. Nocoj bomo spregovorili o izzivih katoliškega tiska, glede na to, da smo tudi v mesecu katoliškega tiska. Na naši sredi lepo pozdravljam nocojšnje goste, monsinjorja Kvalico, ki predstavlja 15-dnevnik Dom, Marjan Markežič, ki je urednik mesečnika za otroke, Pastirček, Jurija Palka, glavnega urednika Novega glasa, tednika, in gospoda Maverja, ki pač predstavlja mesečnik Vladiko. Nocojšnji večer bo vodil Marko Tavčer, in zato mu predamo besedo. Verjetno bo lep pozdrav vsem. Verjetno bo treba malo voditi, ker so gospodje taki, da sami povedo. Vsekakor ja, kot rečeno, mesec januar je tradicionalno posvečen verskemu tisku. Zadnjo nedeljo v januarju obeležujejo nedeljo Svetega pisma. V tem času zato se vrstijo po naših krajih marsikje kulturne večeri, izobraževalne srečanja, predstavitve knjig, razprave, okrogle mize na podobne teme. In tako tudi ta večer želi biti predvsem priložnost, da nekoliko razmišljamo na glas o težavah in o stanju našega tiska, zlasti v luči mogoče pričakovanj, ki so med nami, in v luči problemov, s katerimi se soočamo. Nenazadnje problem, ki smo ga pravkar zdaj na hodniku načeli, je problem tudi dostave teh časopisov, teh publikacij, kajti s pošto v zadnje čase je velik križ. In časopisi prihajajo z veliko zamudo med ljudi, kar seveda ustvarja tudi veliko nezadovoljstva. No, tisk je, verski tisk je gotovo področje, ki že vsaj enih dobrih 400 let recimo ima vse večjo vlogo in seveda je v zgodovini ta tisk oziroma ta posredovanje nekih informacij, nekega znanja doživelo tudi s tehnologijo nemajhen razvoj. Če smo do nedavnega govorili o dnevnikih, tednikih, mesečnikih, potem o radiju, o radijskih oddajah, o televiziji, zdaj že prehajamo iz faze spletnih strani, spletnih recimo oken, v naslednjo fazo, to so družbeni mediji, ko se pač informacije vrstijo ena za drugo v realnem času, zelo hitro po raznih Twitterjih in Facebookih in tako dalje. Torej, ta svet doživlja stalen in zelo hiter napredek, zelo hiter razvoj. Ostajajo pa pravzaprav določene smernice, določene vrednote, ki so veljali pred 500 leti in veljajo danes. V tem ni dvomov. Torej, če bi začeli razpravo kar z leve, moje leve ali desne, kot hočemo gledati, proti našim krajem, prosim, če posreduješ naprej. No, v sedanji družbi tudi med nami opažamo pravzaprav neko veliko nepoznanje stanja v cerkvi, razmer v cerkvi, tudi, bi rekel, nekih verskih ali liturgičnih navad, ki se vrstijo iz dneva v dan, iz leta v leto. In tudi zaradi tega ima verski tisk neko določeno vlogo, da informira, da izobražuje, da posreduje ljudem neko znanje. No, glede na izkušnje, ki jih imate, kako je s posredovanjem teh, bi rekel, cerkvenih
vrednot oziroma cerkvenih vsebin bralca. Recimo, mi izhajamo iz stare in velike krščanske tradicije, ki je ostala zelo močna, posebno v hribovitih zaselkih. Jaz začasno, ko sem pravil že večkrat, 29 let hodim vsako nedeljo k Mariji Devici v Dreko. To začasno. Jer začasne stvari, tiste, ki trajajo največ na dolgo. In tam, pri Mariji Devici, potem v Štoblanku, v Gorenjem Trbju, se je ohranila recimo tista krščanska vera v stari tradiciji, če tudi pa je odprta recimo za novosti. In te tradicije posebno o primernih časov, ko je Božič, združujejo mnogo ljudi, posebno na tisto znano devetico, kjer ljudje se srečajo, se spoznajo in gredo naprej. To velja za stare ljudi, ampak tudi za mlade. Seveda pri nas, posebno na Zgornji Veničiji, veliko vprašanje in velika recimo težava je, da vsaki dan se zgublja ljudstvo. 87. leta, to že 30 let bo letos pravzaprav, ko sem začel hoditi k Mariji Devici v Dreki, z Mežnarjem smo recimo zašteli 138 stalnih prebivalcev. Danes, recimo lansko leto, jih ni bilo 50. Vsi tisti so umrli. In seveda drugi in nove družine jih ni. Tako da to je težava. In za nas recimo, ker odprtje za krščanske vrednote je recimo kot neko premoženje, ki ga imamo že, ampak to je v veliki nevarnosti, primanjkuje prav novi rod. Ta je prva težava. Potlej v dolini seveda stvari so drugačne, ker recimo normalno nezainteresirane se je razširilo tudi pri nas. Marija Markežič, vi urejate otroško revijo Pastirček. Lani je torej revija obhajala 70-letnico izhajanja in seveda se je način posredovanja vsebin v času na nek določen način spremenil, vendar ostajate zvesti neki formuli, ki pa očitno še vedno nagovarja otroke, ne samo na Tržaškem in Goriškem, zadnje čase tudi v Benečiji. Torej, pastirčka pošiljamo pravzaprav povsod, na vse kontinente, tudi na Grenlandijo. Tako da pride tudi gor po malo daljši poti. Otroci so vedno isti, odprtega srca in mislim, da je glavna stvar tistih, ki se z otroki in mladimi ukvarjamo, da jim pokažemo, da jim dokažemo, da jih imamo radi, da želimo delati za njih, da skupaj z njimi izboljšamo nekaj na tem svetu. In otroci so pripravljeni sodelovati. Metode je odvisno potem od vsakega posameznika, kakor v šoli, učitelji, si vsak mora zmisliti svojo metodo. Ampak je pomembno, da se otroci učijo skupaj z učitelji in učitelji se učijo ob otrocih. In jaz se vedno učim od otrok, zato če le morem, grem vsaj v odmoru mimo šole. Tako da malo poklepetam z otroki, potem gotovo imam stik z njimi pri skavtih, pri glasbeni šoli, pri športu, tako da nekako živim skupaj z njimi in
skušamo jim dati to, kar oni sami rabijo. Zato pastirčka sooblikujemo predvsem z učitelji in starši. Večina so starši in učitelji skupaj. No, med takimi spodbudnimi vsebinami mesečnika je tudi sodelovanje teh otrok, ki radi pišejo in objavljajo svoje spise. To je dolga praksa že pri tem listu. To je dolga in vsakokrat boljša, recimo. Pastirček se lahko pohvali s svetovnim rekordom, 60% približno otrok odgovori z risbico, s pisem, da ne štejemo uganke, zanke, take stvari. Tako da se trudimo, da bi otrok na vsaki strani nekaj delal, nekaj dopolnjeval. Ali, če ne drugo, vsaj barva, dopolni. Skoraj mesečno srečam fante, 13-14 letnike in hoče imeti pastirčka. Kaj boš delal z njim? Bom barval. Je barval 6-7 let prej, zdaj barva. Tisti, ki barva, jaz sem prepričan, da pogleda tudi sosednjo stran ali pa kaj je napisano nad risbo. In mislim, da je na ta način tudi ena taka majhna finta, bi rekli po domače, da jih izzovemo, da delajo, da sodelujejo. In mislim, da to rabijo predvsem otroci danes, ko se soočajo s tehnologijo, ki jim ne da niti časa misliti, kaj šele, da bi se ukvarjali s kakšno tehnično zadevo. Ne? Saj poznamo tekleta 20-letnice, ki ne zna primiti za metlo. No, hvala. Jurij Paljk, vi urejate tednik Novi glas. Pred nedavnim ste v nekem svojem spisu izpostavili stališče, da mora tednik, kot je ta, imeti določeno pozornost tudi ali mogoče predvsem za socialne probleme, v katerih je tudi naš človek. In sem prav vesel, da je to prvo vprašanje, ker dejansko smo se v uredništvu in vsi tisti, ki spremljamo misel sveta očeta Frančiška, zavedli, da posebno v slovenski družbi, ne samo v slovenski, ampak v vse slovenski še posebej, je, če citiram besede svetega očeta Frančiška, ki jih je izrekel minulo soboto, pomanjkanje empatije, še večje pomanjkanje sočutja, da o usmiljenju niti ne govorimo do socialno najbolj šibkih. Tudi pri Novem glasu moram povedati, da to je sicer tradicija katoliškega glasa prebila in Novega lista tudi, je treba povedati, da naš katoliški tisk je vedno imel to tradicijo, da je gojil krščansko socialno misel, se pravi tisto pristno socialno misel, ki je gledala vedno na rob potisnjenega in prav tukaj na Goriškem bi lahko rekli, da nam je lahko vzor tudi en dr. Anton Gregorčič, če samo pomislimo na čase, v katerih je ustanavljal hranilnice, ki so bile namenjene ljudem na področju, majhnim ljudem, ki niso bile banke, ki niso dajale od ruških obresti in tako naprej. Zakaj je potrebno danes opozarjati? Predvsem zaradi tega, ker mislim, če hočemo biti kristjani, pa pripadniki cerkve, moramo dejansko iti, kot pravi sveti Frančišek, na periferijo, na obrobje. Mi že sami živimo na obrobju, tako jezikovnem kot drugem obrobju, to je treba povedati. Kot se moramo sami zavedati, da danes biti kristjan pomeni biti manjšinec v manjšini. Za nas tega se ne smemo bati. To so dejstva.
če boste vi sledili današnji cerkvi, to ni več cerkev, ki smo bili vajeni, tisti, ki smo starejši, triumfalistična. To je najlepše v besedil papež Ratzinger, izjemno velik mož, ko je rekel, da se moramo naučiti na drugo cerkev. Sedaj imamo papeža Frančiška, ki govori drugače. Če pogledamo današnjo razdrobljeno, globalizirano družbo, v kateri se ne znajdemo več, posebno ne starejši, mogoče se kdo drugi znajde, vidimo, da potrebujemo neka sidrišča. Ko kristjani vemo, da je to evangelij, koliko uspemo to prenesti v tisk, jaz mislim, da veliko, tudi zaradi tega, ker zavestno objavljamo v Novem glasu tudi cerkvene dokumente. Če vidite zadnje poslanice, recimo danes tisti, ki ste dobili današnjo številko, drugače vzemite zunaj zadnjo številko, imamo zaključek poslanice ob dnevu imigrante svetega očeta, to je cerkveni dokument, ki govori samo o tem, o čemer govorim. In prihodnjič bomo gotovo v kratkem objavili tudi poslanico, govorimo o cerkvenih dokumentih, kot bomo poslanico ob dnevu bolnika, se pravi druga, na rob potisnem. Jaz vem, da včasih gremo na živce s tem, ne? Jasno, ker prav v teh prostorih se pogovarjal z ljudmi, ki pridejo iz Slovenije, ki ne vedo, kaj je krščanska socialna misel. Bi morali vedeti, smo jih volili, zase lahko rečem, pa danes ne vedo, kaj pomeni to. Meni se je zgodilo, da sem imel zelo resnega človeka, ki mi je delal intervju, ko sem govoril o teh vsebinah, mi je napisal nazaj, če mu lahko povem, kaj je to. Ne govorim samo o cerkvenih, se pravi, da to je, sami pa vidite, kakšno je stanje v Sloveniji, ne? Recimo vse slovenskem in pri nas tudi ni. Genialna misel svetega očeta, da se ne vidi tistih, da je treba dati besedo tistim, ki nimajo besede, je čisto naša slovenska. Za nas Slovence je značilno to, da revščine ne kažemo. Jaz zdaj ne pristajam na to, kar se instrumentalizira, da se govori, da so na robu revščine in se reče, da je na robu revščine nekdo, ki ne more na morje, za Božjo voljo. Ampak vi imate cele sloje ljudi danes, ki so revni in molčijo in nimajo nikjer možnosti povedati ničesar. Mislim, da tem ljudem v tem kontekstu je tudi v našem novem glasu treba dati besedo. Hvala lepa. Gospod Mavar, seveda, beseda informirati pač semantično pomeni, da je treba dati neko obliko določene stvari, določenim vsebinam, določenemu pojavu. Mladika to dela že celo vrsto let in iz družinske revije nekako presega tako poimenovanje, dobiva iz leta v leto neko tehtnejšo mesto v tem našem zamejskem prostoru, ne glede na to, da je dejansko to edini mesečnik, ki redno izhaja, čeprav so nekateri drugi pojavi podobni bili v prejšnjih desetletjih tudi izvedeni, ampak očitno niso imeli te vztrajnosti, da bi tudi drugi mesečniki nadaljevali. Mladika pa iz leta v leto napreduje, rase in daje nove vsebine bralcem. Zaradi tega mogoče deležna tudi kakšne kritike, kot smo danes zjutraj brali v časopisu, vendar kako vidite ta razvoj v teh 25 letih oziroma v tem obdobju po vojnem,
kar je ta časopis pred nami. Ja, Mladika je malo specifična v okviru teh glasil, ker ni informativno glasilo. Ne. Mladika je kulturna revija, rodila se je pravzaprav kot družinska revija, ampak družinska revija za vse potrebe, ker v zamejstvu se nismo mogli privoščiti specializacij, da bi izdajali, ne vem, revijo za gledališče, revijo za ne vem kaj. Skratka smo skušali zadostiti vse potrebe, ki jih imajo kulturniki, od ocen knjig, gledaliških predstav in tako dalje. Tudi s tistim, kar smo imeli na razpolago, izhajala je že od vsega začetka, ne, od leta 57, se pravi, zdaj je preko 60 let, v tem prostoru in zajemala je ljudi in teme iz tega prostora. Zato, če včasih je bila bolj skromna, je pa zato, ker mi nimamo slovenske univerze in slovenskih inštitutov, ki bi lahko sodelovali pri tej reviji. Je pa res, da je bilo po vojni, predvsem v Trstu, nič koliko teh poskusov za revijo. Najdalj sta pravzaprav izhajala Most in Zaliv, Zaliv še posebej, ki ga je urejal Boris Pahor do osamosvojitve, da je rekel, zdaj je moja naloga končana. Slovenija je postala svobodna, demokratična in samostojna, Zaliv ni več potreben. Ampak Mladika je kljub temu ostala, zato ker Mladika je tudi nastala tako, da je res se rodila v Trstu, ampak neverjetno je takrat čisto na začetku imela zelo širok krog odjemalcev in tako da je bila razširjena po vsem svetu. Zakaj? Zato, ker begunci iz Slovenije, ki so prišli leta 1945 v Trst, nekateri so se tam ustavili, nekateri so šli naprej. In vsi tisti, ki so šli v svet, so preko Jožeta Petalina, ki je bil glavni urednik, Max Šah, ki je bil upravnik dolga leta, so imeli te zveze s temi ljudmi in so bili nekako navezani na to glasilo, na to revijo, ki je prinašala novice iz našega zamejstva in tako so tudi malo sledili lahko našemu dogajanju in tudi če smo kaj poročali iz Slovenije. Tako je tudi nastala ta rubrika Antena, ki, če malo sledite, ima novice zares z vsega sveta. In Mladika je bila in še danes gre v Združene države, v Argentino, v Nemčijo, v Anglijo. Vemo, da gre tudi en izvod na Japonsko, ker Vladimir Kos, vsi poznamo, je tam že dolga leta in tudi on dobiva to Mladiko. Božič je napisal pesem. Tudi pesem v svetu, ja, v zahvalo, ker jo stalno redno dobiva. Mu jo pa pošiljamo kot sodelavcu, to je ne plačuje, zato se odolži na ta način. Je pa problem Mladike tudi nekje finančni še zmeraj. Čeprav, ko je začela izhajati, ni dobila nobene podpore nikjer, ne od dežele, ne iz Slovenije, in smo jo sami vzdrževali. In tudi danes, ko imamo te skromne podpore z dežele, rečem skromne, zato ker vidimo, da vsi imajo vsako toliko kakšno krizo finančno, ne? Razen nekaterih, ki so bližje vzvodom. Ja. Tako da Mladika, ko je potem leta 1961 tudi začela s to svojo majhno založbo, ko je šla njena prva knjiga Brune Marije Pertot, pesniška zbirka Moja pomlad, to je bilo pravzaprav rojstvo tudi založbe. In če hočemo vse to vzdrževati, moramo ta sredstva seveda razporediti malo za založbo, malo za Mladiko. In tako da pravzaprav še zmeri delamo nekateri prostovoljno. Imamo sicer enega ali dva človeka nastavljena, tako da eden impaginira tako knjige kot revijo,
drugi skrbi za uredništvo, ampak upravo še zmeraj delamo s sposojenim človekom, ki ni na službi na Mladiki. Jaz, kolikor moram, ker sem še zmeraj zraven in sem zdaj glavni urednik, tudi jaz nisem honoriran, nisem nastavljen. Skratka, problemi finančni ostajajo, zato ker ta razporeditev verjetno, ki je na deželi, ni najbolj pravična. Tudi jaz mislim, da ne. Zato ker, dam primer, mi je žal, da je v javnosti to, ampak ni treba tega objavljati. Mladika dobi samo na deželi samo 5000 evrov več kot založništvo Založniškega tiska, ki ima ne revije, ne koledarja, izdaja in par knjig na leto. Torej prispevek je skoraj isti. Zakaj tako, ne vem. Verjetno, kot si rekel ti, je treba poznati vzvode in tiste, ki so za temi vzvodi. Poznamo tudi problem Mohorjeve, ga poznate vi boljše kot jaz, ker poznate iz prve roke, ne? Zakaj Novi glas in Mohorjeva družba s knjigami in tako naprej mora biti nekoliko bolj odzadaj. Ampak ne bi šel zdaj razglabljati to, ko sem začel eno stvar, ki je morda antipatična, zato bi bi rekli, da bi morali povabiti tudi druge, da se tukaj branijo in tako naprej. Ampak zanimivo je, da zdaj bodo vse ustanove primarne dobile 80% prispevkov od dežele, ostalih 20% bodo dobile, če bodo uspešne. Ne? Kdo bo to presojal, ne vem. Ampak zanimivo je, so rekli, za tisk to ne velja za zdaj. Ampak dobro bi bilo, če bi tudi pri tisku pogledali meritorno, kdo je boljši in kdo več dela in kdo zasluži večji prispevek. Ker se mi zdi, da tukaj ni uravnovešen tisti problem, ki sem ga še skupaj. Ne? Tako da... Gotovo je eden od problemov tudi ta, da v trenutku, ko rečeš v nekaterih uradih, da marsikaj se naredi gratis et honorem dei, samo zaradi tega, ker imamo radi neko stvar, kar se jih želimo posvetiti, te sploh ne jemljajo resno, ker izpadeš na pol bedak in neresen človek, če eno stvar delaš. Ker to je pa hobi, ne, zate, hobi. Ne. To je tudi eden od problemov, zaradi katerih potem, v resnici pa mi s tem, to je neka dodana vrednost, ki jo dajemo delu, knjižnim izdajam. Ti si lahko zadovoljen, ker imaš veliko zadoščenja s tem, ne? To pa je. Zadoščenje je, to je nagrada. Tako je. No, načeli smo problem, ki je verjetno tako, pri takem omizju res nerešljiv in bi zajadali zelo daleč in zelo na široko. Je pa gotovo to stalnica, s katero se moramo hočeš nočeš soočati pri rednem delu. In prav gotovo ta vidik, finančni vidik, pogojuje tudi vsebine in pogojuje tudi uspešnost, recimo prisotnosti zlasti na knjižnem trgu in tudi glede sodelavcev, recimo, če lahko nekaj ponudiš, lahko tudi nagovoriš nove ljudi, mlade ljudi, ustvarjaš tudi ene nove, bi rekel, kadruješ v bistvu, s tem, da jih povabiš sodelovanju in tudi omogočiš neko pot, pri kateri pa je obvezno tudi im dokazati, da si bil za to svoje delo plačan. Tako so predpisi in drugače ne moreš pristopati k izpitom in opraviti državnega izpita za častnikarja. Recimo. Torej, cela serija stvari je vezana tudi na finančni prispevek. No, če se seveda, ta prisotnost med nami je gotovo taka, da zlasti za starejše bralce je tiskana beseda prav gotovo, bi rekel, oblika, ki je še vedno najbolj domača, najbolj prisotna, vendar se v tem času vse bolj odraža in kaže potreba neke prisotnosti tudi na spletu. Gremo v obratni smeri. Malo
Recimo spletna stran Mladike, kako vi gledate na to plat delovanja in če mogoče ugotavljate neko spremljanje, mogoče... Mi imamo spletno stran, ampak ne dajemo Mladike na splet, zato ker ne vidimo v tem smisla. Zdaj govorim v stanju, kot je, ne vem, kako se bo vsa stvar razvijala. Vemo, da tisti... Prav z teh dni, recimo, je Ave Marija in... veliki, ampak je šla na to pot, zato ker očitno ni bilo več odjemalcev. Pri nas je stanje malo drugače. Ne vem, če bi naši bralci se zadovoljili samo s tem, da bi bila cela Mladika na spletu. Torej, sploh recimo revije si ne predstavljaš, ker revija je skoraj že malo bolj knjižna oblika, smo blizu knjige in zdaj lahko tudi knjige damo na splet. Seveda, ne vem, ja, so, ampak nihče ne ve, kako se bo ta zgodba končala, ker vemo tudi, da papirnate knjige spet narašča prodaja in pada tista, ki je na spletu. Ne vem, zgodbe ne more biti prerok v tem. Vedno, ko se poraja kaj novega, vsi planijo po tistem, pa potem dejansko ostane in tisto živi naprej. Tako je bilo radio. In smo mislili, da radio bo izumrl, ker zdaj je televizija. Vidimo, da gre naprej. Te stvari grejo potem usporedno, lahko še zmeri trajajo. Mislim, da bo lahko tudi časopisi in internet in vse to živelo usporedno, ker je drugačen način branja, razumeš? Ne vem, jaz sem bolj zaljubljen papir, zato težko da govorim na to temo. Jaz berem knjige tako kot po starem. In revijo si predstavljam tudi tako. Ne vem, morda drugi mlajši, vem, da je moj sosed tukaj je zaljubljen v internet in vse mogoče vragolije, bo on kaj povedal bolj naprednega. Ja, mislim, da bi bil zaljubljen v internet. Gotovo sem bil prvi, ki sem videl v zamejstvu, da bo Facebook razbil medijski svet. So mi še zafrkavali, tudi Marko, Mr. Facebook in tako naprej, ampak danes je več kot 2 milijardi ljudi na svetu, ki komunicirajo izključno s temi stvarmi, tako, ampak jaz sem vrgel na naš časopis. Tukaj lahko govorimo tako na splošni ravni, gospod Mavr, vi zahvalite Boga, da imate mesečnik. In že vi imate težavo s pošto. Italijanska pošta, to, kar je zdaj kriminalno, kako uničuje tednike. Mi imamo odjave, mi smo zdržali vse zadnje čase, cepajo odjave zaradi pošte, ljudje ne dobivajo doma. Imamo imeli spet sestank od Vsedržavne zveze katoliških častnikov, je že bil v Rimu, v Padovi smo govorili vse, ampak na vse zadnje vidimo, da so krajevni poštarji, ki dejansko lahko delajo, kar hočejo, tako se dogaja, da prenesejo po 2 številki ali z zamudo, ali pa tudi po 3. Danes je prijateljica v Benečiji, Margarita Trušnjak, ki jo poznate, objavila fotografijo prav na Facebooku, da mi jo poslala 9 številk Primorskega dnevnika, ki jih je dobila na isti dan. Se pravi, to je uničevanje, to je ena stvar. Nova zakonodaja, novi zakon za tisk in za medije, za tisk predvsem, ki je bil izglasovan, je sicer to zakon, ki nima denarja, kar pomeni, da je tako kot zakon za nas, za manjšino, približno tako je treba napolniti vsak časa z denarjem, zapovedati po pravici. Je pa vseeno ni toliko slab, ker predvideva ta prehod med tiskano besedo. Mi je žal povedati, ampak
Mi nimamo mladih naročnikov, jih nima nihče, veste, od časopisov, razen otroških revij, ki jih bo barvali. Jaz govorim o resnih zadevah, o časnikih. Corriere nima več mladih naročnikov. Hočem povedati, naša dolžnost je, da, kot je gospod Mavr povedal, da skrbimo za starejše, za naročnike, zato moralni lastnik našega časnika so naročniki povsod po svetu, kot ste povedali, tisti, ki so zvesti, tisti, ki plačajo in teh ne moreš pustiti na spletu. Splet je pa danes daje vtis vsem mladim, da je na spletu vse zastonj, pa ni nič zastonj, popolnoma nič ni zastonj. Ker ta Facebook, Twitter, to samo kanibalizirajo novico, ki jo je nekdo moral poklicno pripraviti. Se pravi, ali Raj, ali časopis, ali Mladika, in potem to odmeva in trolajo, kot se temu reče, po svetu, ampak da bi socialna omrežja ustvarjala kaj. In na spletu je zelo težko zaslužiti, če se sploh kaj da. Največji časopisi danes ne zaslužijo za pest soli z naročili. Dejstvo je, da tudi Novi glas in vsi, recimo Primorski dnevnik je javna tajna, se eno leto že pripravljajo, da bodo vse spremenili, tudi zato vidite toliko športa, ki je, in vse bodo krajši članki, večje fotografije, da bodo spremenili splet, več ne vem, to vem, da se pripravljajo in oni, tudi zato ta tišina. Ne slišite ene besede več, odkar je prišel Brezigar na čelo, da bi enkrat rekli, da imajo kakšno krizo, ne? Mi smo pošteno povedali, izgleda, da jočemo. Če bi se v takih položaju finančnih kdo drugi dobil kot mi, bi tukaj jokali, vam povem po pravici, ampak skušamo slediti. Mi bomo tudi s pomočjo Zveze Fiš naredili, posodobili spletno stran, da bo nagovarjala tudi mlade. Ampak jaz, ki sem najmlajši, razen voditelja, ki je leto dni mlajši, imam 60 let in govorimo o spletu. Veste, kdo bi moral govoriti o spletu? 20-letniki. Urednik spletne strani bi moral biti 19, 16, 15, 17 let in potem bi moral imeti enega zraven, da bi mu rekel, ampak ideje za te stvari morajo biti mladi ljudje, ki so hitri, ki vse to. Iste vsebine moramo skrbeti mi. Govorimo o spletu, ni tako enostavno. Meni všeč, kar je povedal gospod Marij Mavr. Meni so šekali pred 3 leti, bralnik se reče, ta digitalni bralnik, nekateri od vas mogoče ga rabite. Tam je bilo tudi družinsko podjetje zadaj, zato da ne bi nosil več knjig, ne, domov. Ker knjige so na poto, vemo vsi, ne. In so mi tudi naložili 25 knjig, ki so mi všeč, ker sem nekaj časa to nosil s sabo, nisem prebral 2 strani, hočem povedati. Mi prihajamo z bralne kulture, z papirja, so pa generacije ljudi. Zakaj zapirajo? Je zastonj, da si zatiskamo oči. Zakaj zapirajo tabakine? Zakaj? Zakaj nimate? Pejte v eno prodajalno časopisov, boste videli kakšna. Spomnite se 10 let od tega, kaj je bilo, in pogledajte mizerijo, ki je danes. To se bije, gotovo bo obstajalo, gotovo bo potreba, gotovo pa splet odigrava ta glavno vlogo, spreminja, svet spreminja. Tista fotografija, ki je bila pred leti, ko je še Steve Jobs bil, ne vem, če ste jo videli, je tako pomembna kot fotografija 3 v Jalti,
je Obama zbral na neformalni večeri 8 največjih, ki so odločili usodo sveta digitalnega. So gor šef od Bill Gates, je še pokojni Steve Jobs od Apple, so se neformalno zveli. Od takrat se je pojavil kar naenkrat, smo vsi začeli govoriti Internet 2, Internet 2, ki niso niti ljudje vedeli, kaj se je začela ta odzivnost. Zdaj je v teku, recimo Facebook, ko se ste posmehovali vsi, Facebook sedaj vdira v žurnalizem. Podpisuje bajne pogodbe z velikimi koncertni, da bo to avtomatsko delal naprej. Je podpisal že z BBC-em, CNN-om, predvidevajo, da v 5 letih ne bo treba več pisati. Zame je to grozljivo. To so načrti, ampak kaj je, mi bomo pisali še, zato ker mi pišemo še, smo zvesti besedi, treba pa nagovarjati tudi na drugi način. Recimo na Finskem, to je za Marjana, so že šole, kjer nimajo več barvice. In ne svinčnika več, dragi Marjan, in pastirčka tam bi ja moral digitalno ponuditi. Hočem povedati, zdaj, če ti to všeč ali če ni. Jaz govorim, izzivi so taki. Dejstvo pa, če si hočemo tukaj zatiskati oči, meni je bil všeč gospod Monsignor, ko je povedal čudovito. Pred 30 letih je bilo 180, zdaj je 50. Pri nas, tam so pomrli, so se odselili, so tako. Pri nas se je zgodilo, se imenuje sekularizacija, globalizacija, asimilacija, ampak se je zgodilo podobno. Dovolj, da gremo gledati fotografije, pridete k nam, pogledamo fotografije, procesi, ki so bile v katoliškem domu, ali pa fotografije Majence. Sem slučajno dobil fotografijo Majence izpred 40 let, ljudje božji, se ti zatresejo kolena, ko vidiš 4,000 ljudi, tam nas ni. To, mislim, hočem povedati, se spreminja. Pomembno je, da ustrajamo, kako bomo, gotovo bi morali kar za ta prehod in to končamo, ampak vse se igra na spletu. Največ na papirju. Hvala, Juri. Bo Marjan povedal, kako bi rešil problem na Finskem. Dajte zadnja, od Finske. Vemo vsi, da otroci radi klikajo in buljijo v ekran. Ampak ko odkrijejo, kako lepo je čofotati po mlaki tam, po blatu, je to bolj zanimivo. Vsakem toliko srečam kolege, ki imajo večje časopise, več sodelavcev in pravijo, moramo se zelo truditi, da postavimo nekaj na splet, da to ohranjamo, obnavljamo in je muka. In večina se že sprašuje, ali ima smisel. In jaz sem ravno zadnjič enemu iz Avstrije rekel, poslušaj fant, jaz si predstavljam tako, čeprav pri pastirčku si ne moremo privoščiti zdaj spleta, razen če tam pri Novem glasu Daniel uspe kaj dati gor in obnoviti, ker je treba tudi obnavljati potem in to, moraš imeti čas in vse skupaj. In sem rekel temu prijatelju iz Avstrije, poslušaj, jaz si ne delam velikih problemov s tem, ker gledam otroke, kako se igrajo. Kaj delajo? Se cukajo, skačejo, tudi potrgajo obleko. Dobro. In si predstavljam, naj delajo tako s pastirčkom. Naj pišejo, naj rišejo, naj dopolnjujejo in naj tudi sami kaj da pišejo. In zato mislim, da je prva stvar, vsaj pri otrocih in pri mladih, da jih naučimo delati. Meni je všeč, ko pridem na Koprsko, ko so taki pranečaki že, in ko vidijo avto, da pride na dvorišče, se že postavijo vrsto. In rečejo, kaj bomo delali? Ko pridem jaz, vedno se nekaj dela. In zato pravim, če naučimo naše otroke delovnosti, skromnosti, to ne bomo dali v celofanu vse,
ne bomo jim dali vse barve strani, ampak da oni to pobarvajo in pobarvan pastirček preko barvic, ki še jih imajo, hvala Bogu in upam, da jih bojo še imeli pri nas, nekako na Švedskem, bojo to oplemenitili. In to je nekaj čudovitega, ko vidiš, kako to dodelajo oni. Gospod Marina Kolica, dom je že več časa, tudi svojo spletno stranjo in tudi jo redno veliko vlagate v to. Ja, spletna stran ni problem pri nas, ker je v dobrih rokah. Če tudi nima 20 let, Ezio Božnjak je že 50 letnik, ampak recimo je zelo sposoben za te stvari. Ampak problem ni natisnjena beseda pa na spletni strani. Problem pri nas mora priznati tudi Ricardo Dukar je, vrnimo se na prvo vprašanje, izziv. To pomeni, da dom je izziv za Benečijo. Posebno, recimo, na katoliškem vidiku in potem tudi samo obstoj doma je izziv. Ker pri nas, recimo posebno po 33. letu prejšnjega stoletja in potem po drugi svetovni vojni, biti katoličan, tako tudi videnski ordinarijat je bil naklonjen na to, je pomenilo biti Italijan, recimo govoriti italijansko. In duhovniki, ki so se uparili proti temu, seveda so bili priključeni devetemu korpusu, ki takrat je bil že v pokoju, ampak ne pri nas do današnjega dne. Tako da samo obstoj doma pomeni to, da mi krščanske vrednote jih objavimo posebno, ker govorimo, pišemo po slovensko, da se ne zgubi ta ponosnost. Smo ponosni in da recimo spoznamo, kar smo. Če ne, nismo dobri, recimo, kot bi rekli, kot čitadini, ne? In za nas to je velika stvar. Če ti spoznaš, kar si in imaš toliko poguma, da pokažeš tudi zunaj in to. Pomislimo tudi, da nekateri, vsaj nekateri, ki sodelujo z nami, morajo premostiti velike težave, ker v splošnem mnenju, kam si šel? Zakaj to in to? Tako da ta obstoj, ta prisotnost, recimo, ima velik pomen prav, recimo, da človek postane človek in se ne sramuje, za kar je. Za nas to je velika stvar. No, če nekako povzamemo, ta svoboda izražanja, svoboda nekje potrjevanja samega sebe, tudi svoje identitete in nekje tudi svoboda objavljanja, da ima človek pravico povedati to, kar misli, to, kar čuti. Dom skuša na različnih ravneh to izpolnjevati, s tem, da recimo pišete tudi v narečju, pišete tudi v italijanščini, ko je potrebno, da so stvari jasno povedane, razumljivo povedane. In odziv recimo med bralci je verjetno tak, da dobivate nek povratni glas, neko povratno informacijo o tem. No, to je seveda. Recimo odziv je in o tem mora povedati še nekaj več Ricardo, ki recimo po načelih papeža Frančiška on recimo sreča ljudi in pozna, to je zelo... Pozna Borijača. Zares, ja. No. Ja, ne, recimo prav to tudi ostalim gre to isto vprašanje, recimo, ne, ta svoboda izražanja, svoboda objavljanja, ne vem, človek včasih bere neke očitke, prav danes zjutraj smo brali pismo nekega bralca,
ki nekako očita, da Mladika recimo objavlja neke članke, neke vsebine. Kakšen teden pred tem smo brali neke drugačne očitke. Se pravi, da čeprav živimo v demokraciji, v svobodnem svetu, vsi imamo velike besede o pluralizmu, svobodi mišljenja in tako dalje, in vendar je neka nestrpnost še vedno prisotna, bereči pri nas. Pravkar ste rekli, da je treba imeti pogum. No, zares. Tako, tisti, ki pred 10 leti so ustanovili dom, so bili zares pogumni in mi nadaljujemo v tem delu, ker mislimo, da to je največja služba, ki mi moramo dati našemu ljudstvu. Da bo rasel prav, recimo, v tej identiteti, ne? Da jo prizna in spozna in tudi da jo pokaže na javnem. No, in recimo... Nekaj dobrega se je zgodilo, seveda. To, recimo šola. Šola, recimo. In ta odnos šole, mladi, dom, je kakšna informacija povratna v tem smislu? Recimo, bi želeli več stikov, posebno z dvojezično šolo, tako da ne ostane kot neki indijanski rezervat, ne? To je nevarno, ne? In zato, recimo, če šola se odpre posebno družinam in družine potem sodelujejo šolo, morda ta je pot, da rešimo, recimo, tisto razliko, ki je med starši, ki se še govorijo v narečju, in otroci, ki pa, recimo, so se naučili literarne jezike, ne? Ampak to ostane še problem. Enkrat sem govoril z Eriko prav o tem, to je vprašanje, recimo, in še ne rešen problem pri nas. In tudi Ricardo večkrat je omenil to. No, Maver, vi kako gledate na te probleme? Če se prav razumel, govorimo tudi o svobodi tiska, ne? Ja. Žal imam vtis, tako kot je v Sloveniji, ko vemo, da mediji so danes svobodni, ne? Mislim, načelno so svobodni, ampak pišejo vsi enako, napadajo tiste, ki točno vejo, koga morajo napadati, in odpuščajo vse grehe nekaterim in sploh jih ne omenijo. Malo tega je tudi pri nas. Recimo, zakaj je ta predzadnja številka Mladike tako nekako razburila našo javnost, del javnosti? Zato, ker se je dotaknila neke teme, ki je bila že pokopana, ne? O Saftiju, o KB 1909, o tem se ne govori, to je pač pozabljeno, kar je bilo, gremo naprej, vsi prijatelji, ne? Čakaj, gremo naprej. Ampak razčistimo, kaj je bilo sade. Tega se ne sme. To se je zdaj privoščila Mladika, ne vem, kako se bo zgodba končala, smo videli, da je nekdo takoj odgovoril v nekem intervjuju, ker naš dnevnik je gotovo objektiven, objavlja vse procesije, vse prireditve, katoliške in nekatoliške, ampak točno ve, kaj hoče. Nekateri stvari pa ne bo objavil. Ne? Torej, ta svoboda se mi zdi, da je omejena in da so nekatere skupine, zdaj ne vem, eni pravijo, da je to kapital, drugi pravijo, da je to neka politika, ki obvladujejo vse. Tako v Sloveniji, deloma tudi pri nas. Deloma tudi pri nas. In ne govorim samo za našo skupnost slovensko, ampak tudi nasplošno, ne? Dobro, ampak v Italiji je pa le dolga tradicija, imaš neodvisne časopise, tudi torej, se le govori, res o vsem ne moreš skrivati. Ampak med nami in nekateri bi radi tisto malo svobode, kar si lahko še privoščimo, tudi tisto zatušali. Tako da bi bili vsi enoumni, pluralni, svobodni, ampak
nekaterih temah ne bi govorili. Ja, jaz potrjujem to, kar pravi gospod Maver, jaz opozarjam tudi na veliko samocenzure. Jaz sem imel podobno zgodbo z Jolko Milič in z umorom v ulici Roseti. Preteklost pa še več kot 70 let, samo ne smeš dopustiti neke taga demokratičnega diskurza, ne smeš, ker takoj skočijo gor, tako je to. Tako da imamo tega še in še. Kar se tiče slovenskega, že ki ste rekel, jaz gledam z velike razočaranje na vse to. Posebno zgodba Dela je zame zelo poučna. Meni upam, da tukaj ni nobenega naduteža, tudi taki so med nami. Tukaj, ki bi me radi mene učili, kako je bilo pod komunizmom, ga zelo dobro poznam. In zame največje, ki je šlo popolnoma spregledano, je bil nakup Dela. Se nekaj sicer govorilo, ampak nakup Dela, ki je bil storjen iz točno določenega človeka, to je Nidrac, ki je z nekim skladom, ki se ve, da je to ukraden denar, dan v tujino, je kupil za 8 milijonov evrov, niti ne, celo založniško časopis Delo, ki je samo leto prej veljal 200 milijonov, ta reč, kar čudno, ne? Leto prej je veljala 200 milijonov, potem 5 milijonov, ampak hotel sem zvedeti, nisem razumel, zakaj, dokjer nisem šel prav, dokjer nisem zvedel. Kupil je samo iz enega in samega razloga, zaradi arhiva, ki ga je bilo treba zavarovati. In smo pri zgodovini, na katero je treba gledati na en način ali drugi. Se pravi, da to je recimo eklatanten primer. Samocenzura pa tudi pri našem pisanju, moram povedati, recimo tudi v cerkvi sami vemo dobro, kako je, ne? Cerkev, če gledamo posamezno, že ko govorimo o novem glasu. Kakšen smisel ima, da bi mi te tri Boge Kristuse, ki jih imamo, še govorimo o duhovnikih na desnih, postavljali na križ, ki jih imamo na Goričkem še 3, v Benečiji vas je tudi, ampak dejstvo je, da še tistim laiki, recimo včasih vidimo, da bi lahko kaj povedali, pa se ugriznemo v jezik ali pa ne povemo, in to je dejansko vedno pri našem delu en problem. Jaz sem recimo določene stvari je prav, da se pove. Za določene stvari pa moram sam priznati, da sem že sam utrujen pri 60-ih, ne vem kako pa ljudje, ki so še starejši, sem izjemno utrujen, ker se vedno ponavljajo, ne? In najbolj zmotno je, da danes, prav danes, preprečujejo mlade, da se ne sme gledati nazaj, da je treba pustiti to, naša polpretekla, naša domovina je ena sama jama pobitih ljudi, se niti ne ve, ali jih je 150 tisoč, ali jih je 250, ali jih je 300 tisoč pobitih, in niti tega ne smeš povedati. Zame je en SDS-ovc rekel, ko sem govoril v državnem zboru, pa nisem izustil beseda sprave, ampak sem sam rekel, da v Sloveniji treba najprej dostojno pokopati vse ljudi, kajti človek je postal človek v zgodovini časov, ko je pokopal sebi enakega. Pika. In je to bilo neobvezujoče, zato ker je vse na ost. Zgodovina nas tako pogojuje, da smo si razdeljeni in tisto. Če bi malo več tukaj, malo več sočutja, malo več resnicoljubnosti, pa da bi odkrite karte bile. Odkrite, tega ni in zaradi tega to prihaja. V trenutku, ko boš ti napisal, kar se določena skupina ne bo strinjala, ti bo dala po glavi. Ne? Mislim, in to je pri nas. In zaradi tega
ponavljam, je prav recimo to prav tega ugovora ali pa pamfleta, ki ga je napisala Jolka Milič, bomo povedali, zaradi kateri se je dobil po glavi toliko, da je veselje, z določenih tako imenovanih naših krogov, klerikalnih, bom rekel jaz, se je dobil toliko, da je bilo obup, in ga pa ni hotel objaviti Primorski dnevnik. In mi ga je ponudila Jolka sprošno, ne bom toliko demokratičen, vsaj mi, da bomo, in sem objavil to, ampak oni niso umrli, zato se strinjam s tem, da smo potrebni vsi tukaj. To je, prav zato je novi glas potreben, ker drugače teh stvari ne bi prišel na dan, ne odgovor, ne, smo potrebni vsi. In predvsem pa jaz se najbolj bojim samocenzure, kot se bojim tega vnašanega, tega krajskega, pogubnega cinizma v naš prostor, ki ga je preveč. Tisto, da se je treba takoj, ko nekdo nekaj reče, mu je treba dati takoj z batom po glavi. To mi je tuje, govorim zase, ampak tega je tudi pred nas preveč. Evangelij ima 2000-letno zgodovino in še Stara zaveza še toliko. In tam prevladuje umirjenost, resnica, ki se jo pove počasi, umirjeno, ampak vztrajno. Če pa se nekje zaletavaš, enkrat eno, enkrat drugo, potem gotovo, da ne boš kredibilen drugič. In zato mislim, da imamo eno veliko prednost mi, ki delamo svobodno, recimo, ki nismo plačani za svoje delo, da lahko povemo to malo bolj neobremenjeno. In potem mislim, da je potrebno tudi počakati določene stvari. Jaz ne bi silil toliko, kot se nekateri pričakujejo in bi skoraj izsilili spravo in to in ono. Uči nas protestantizem. 500 let je, odkar je Luther protestiral, prav je imel, način bi se dalo diskutirati, ampak po 500 letih začenjamo šele ta pravo spravo. Zato je letošnje leto v Nemčiji prav ta korak naprej, ko se Lutheru prizna velike vrednote, velike vrline, ki jih je imel, predvsem zato, da je svetopismo poudarjal, Božjo besedo, resnico in tudi, da je nekako postal mučenec te Božje besede in tudi njegove. In tako, če počasi analiziramo tudi svoje dejanja, bomo videli, da tudi mi moramo reči ne culpa in od tam naprej iti. Preprosto, brez kakšnih velikih besed in mislim, da ne učakam, kot se včasih zdi, recimo vsaj med Slovenci, ker se poznamo vsi preveč, tako da bi radi tudi, kako so ti odnosi, te iskrice kratkotrajne, kratke razdalje, da bi tudi te razdalje še bolj skrajšali. Dobro, hvala vam je. Bo gospod Polica še kaj rekel, drugače bi dali besedo ljudem. No, bi samo to dodal. Umirjenost mi gre po poti, ne? Pri nas, kar gre za pluralizem, smo recimo v težavah, ker že pred nekaj leti skušajo nekateri zediniti recimo ali tako, da bo samo eden ali novi Matajor ali stari ali kaj. Mi smo rekli, da pluralizem je recimo važna stvar, ki jo moramo zagovarjati in če ne bo drugače, mi smo pripravili tudi iti s ciklostiranim domom. Tako. Jaz pridem povarjati, ker sem to delal že pri 12. letu. No, gotovo je vprašanje pluralizma temeljnega pomena, mislim, za neko družbo. In prav zato je zdaj beseda na vas,
cenjeno občinstvo, če želi kdo kaj povedati. Že prej je bil izzvan gospod Rutar, tako da bomo kar njemu dali prvo besedo. Seveda, problematika v Benečiji, kar se tiče splošno obveščanja, je zelo bolj komplicirana kot drugje. Naprej, kar se je bilo že rečeno, kar se tiče jezika, italijansko nareče in kjer večina naših ljudi, posebno starih, ko rečemo starih, sigurno ne berejo Primorskega dnevnika, ne berejo niti Novega glasa. Berejo, kar znajo Novega Matajura in berejo posebno nas. Moramo to povedati, da naša prisotnost tam, kot bi rekel, vsakdo lahko bere časopis in lahko vidi, kako je, bi rekel, bogat raznih stvareh, ki gredo od zgodovine, od demografije, sociale in vse kar je tako, da bi rekel, da je splošna informacija in potem moramo to povedati, da smo to dospeli v zadnjem času, da pride na celi teritorij, to pomeni ne samo do Trbiža, ampak gre tudi čez mejo in je veliko brano. Izdajamo, gredo iz naših tisk, je 2000 in nekaj tako izvodov, ampak jih je 1600, 1700, ki grejo ven. Grejo seveda po celem svetu. Moramo reči to, da odziv ne prihaja normalno po pošti ali kaj takega, lahko pa beremo in vidimo, koliko in katere strani naši ljudje berejo na spletnih straneh. Zdaj je na razpolago vsem, tako da lahko berejo in lahko tudi sodijo sami in vidijo kaj. In mislim, da prav na tej poti, kjer nismo samo tam, smo seveda na vsak na spletnih straneh povsod, se vidi, da naš glas na vse zadnjo je bran, naša beseda je brana, če tudi ne vsi tisti, ki imajo gredo na časopis, vseeno vemo, da je povsod. Seveda, naš problem glavni je prav v tem, kako ustrajati v tem našem prostoru, tisti problem, ki je prišel zdaj ven, ki je samo omenil on, da koliko časa jaz osebno, posebno na komisijah in tako naprej, kot predsednik pokrajinskega SSO-ja, sem vedno zagovarjal prav to, da nočemo nobenih vmešav, da nočemo niti, da bi se govorilo, kar Jože Namorjeva ali predsednik SKGZ-ja večkrat, da pride do enega, kjer so teli boljši, ki je preveč, ki gre za denar in tako naprej. Moramo tudi to povedati, da mi se ne jočemo, ker nam manjka, če nam manjka denar, ampak smo se tako privadili in z malo ljudi, ki imamo na vse zadnje, zdaj so 2-3 osebe in pol, ki delajo, in vidimo kvaliteto in vidimo, kako tudi ta stvar znamo tako rabiti denar, da na vse zadnje mi dospejemo priti do nekaj, in ne samo do to. Jaz bi rad samo povedal, kar je pa šlo zadnjič, ta knjiga tu, ob zvoki harmonike, od 150-letnici plebiscita in priključitve Beneške Slovenije, Furlanije in Benečije. To je dokumentacija, ki gre za zgodovino in mislim, da tisti, ki bere italijan, ki je dvojezična, italijanska in slovenka, tu gre dejansko, da se pove, kako se Italija z nami obnašala in zakaj smo na tistem stanju smo zdaj. Nam mi se zdi, ni nikoli manjkala ta, bi rekel, smo znali si boriti proti posebno, tudi naš problem ni samo tisti, da imamo Italijane, ki so, naš problem je tudi, da imamo naše Benečane, pravi naše na eni strani, tisti, ki so bili enkrat Slovenci, zdaj nočejo biti, in posebno potem tudi ta odnos, ki je med SKGZ-jem in SSO-jem ali med bivši komunisti in katoličani. Jaz mislim, da če bi manjkal dom pri nas, bi manjkal, bi rekel, prav tista globoka vsebina, ki je
našo duhovno premoženje. Čestitam glavnemu uredniku za to, da za te jasne besede glede teh predlogov združitve. Se popolnoma strinjam, sem vedno zagovarjal to stališče. In prej ste govorili o dvojezični šoli in kakšen vpliv ima na okolje, kako vpliva pozitivno. In se mi zdi, da ste izrekel en pomislek, da bi pričakoval več od tega, da bi se slovenščina preko šole torej razširila tudi v prostor. Na vaši šoli imate tudi pouk verouka, ne? Torej, rabim ta izraz verouka, ki sicer ni najbolj primeren, ampak tako smo vajeni tega izraza, ne? Se to pozna, recimo, to poučevanje verouka, ali je isto, kot ste rekel prej, za vse ostale predmete. In gospoda Marjana Margariča bi vprašal, ker smo veliko govorili zdaj o združevanju, Novi Matajur, Dom, Primorski, tudi Novi glas so nekateri predlagali, Mladika se nima s kom združevati, ker je sama. Pastirček ima sorodno mladinsko revijo. Jaz se nikdar slišal nobenega predloga, da bi te dva mesečnika, otroška združili. To se mi zdi čudno. Zakaj? Otrokom se zdi logično, da vsak pove tako, kot misli. Medtem ko mislim, da odrasli komplicirajo. Vsak ima svojo pot. Tudi v Gorici, recimo, kulturni dom in center Bratuš. Ma ni isto, ne more biti isto, ne bo nikoli isto. Vsak ima svoj program, svoj delokrog, svoje vrednote, svojo lestvico in to, recimo eno besedo, prodaja. Prodaja samega sebe, torej izraža samega sebe. In zato jaz bi rad, da kakšen začne to debato med Galebom in Pastirčkom, da bi povedal malo bolj tako močne besede, ki jih ne želim nocoj. Ja, za verouk, poučevanje verouka v dvojezični šoli bi se imel bolj dokumentirati, ker recimo ne poznam pravzaprav kako stvari. Samo vidim, da lansko leto ne, ampak prejšnjih letih so me povabili vsako leto, da za zaključno mašo, ne? In mislim, udeležba in tudi recimo odziv je bil dober, ne? Tako mislim, da zadaj ta pouk vsaj nekaj je dosegel, ne? Saj je učitelj Matjaž Pintar, naš iz Mavra. Lahko povem, da Pastirček se v Benečiji vsako leto število veča. Včasih je bilo ustavljeno, ker so učitelji v glavnem prinašali Galeba, zdaj pa je Pastirček prevzel. Ne, mislim, da če se rabi, potem se širi. Ko ne primeš v roke, potem gotovo, da ostane tam zadeva. Prostite, samo nekaj sem hotel. Glede tega obstoja, ker smo različni, se mi zdi, da tudi je treba dokazati, da smo različni. Ker če smo vsi enaki, potem res je neumno imeti dvojnike. Ampak če smo drugačni, je treba to tudi videti. Razumete? In mene je motilo zadnjič na tiskovni konferenci v koncu leta, da se je naš predsednik Bandelj zahvalil Pavšiču, zato ker je pristal na podporo Mohorjevi družbi. Mohorjeva družba ima vso pravico dobiti tisto podporo. A bomo Pavšiča vprašali, če bo Mohorjeva dobila? Tukaj te stvari, tudi na neki politični ravni, mi niso zadnje čase preveč všeč. Gre za neko poplitvenje, vsi smo enaki, vsi smo pridni, vsi smo dobri, ampak
eden nastrada pri tem, eden počasi izginja. Se vam zdi pametno? Sprostite, to je eutanazija, ne? Hvala, Mario, za te besede. Sicer se tudi nocoj vidi, recimo jaz bi tukaj povedal, ne, da recimo Novi glas, Mladika, Pastirček, pa tudi dom, ne, brez nas slovenska skupnost in svet slovenskih organizacij nimajo kaj delati. Mislim, ne bo si to enkrat povedati, mislim. To je jasno, ne. Hotel sem pa se zahvaliti gospodu Marjotu za te besede, zato, ker se bo spomnil. Mislim, da tudi kolega Daniel je takrat bil, ko smo imeli srečanje, prav v Donizetjevi, bil je naš takrat škof, naš veliki prijatelj Eugen Ravinjani, on je bil zares prijatelj Slovencev in je napravil eno čudovito distinkcijo, bi rekel, razločitev med pisanjem javno, to je na glas, je rekel, že res, da Primorski dnevnik poroča o stvareh, ki se dogajajo v cerkvi, o cerkvenih zadevah, ampak Novi glas jih piše drugače. Takrat se spomnim, ko je to rekel, on je povedal, da, in to moram povedati, to velja tudi za gospoda, za dom, velja za Pastirček, ki mislim, da ni treba, da naše pisanje, pa ne da zdaj se sami sebe promoviramo, ampak je zares, tudi ko pišemo o kulturi, ko pišemo o gospodarstvu, je zares pregneteno, kot včasih zapišemo s krščanskim etosom, drugače nima smisla. Če mi pišemo, mislim, o moralnih problemih, tisti, ki se ne bo strinjal, mi pač napišemo tako kot tisti, ki hodimo v maših, zelo poenostavno, verujemo in tako napišemo. Zato, ker mi nagovarjamo pač z krščanskega stališča bralce in tudi kulturo. Je sicer težko včasih, mukotrpno tudi, ampak kot je Marjan prej rekel, recimo treba je vztrajati in delati na dolgi rok, ne. Mislim, če pomislim zdaj na Benečijo, ne, še pred 20 leti skoraj ne bi mislili na šolo, ne. Zdaj, da je rezultat vse takoj ne vidi, jaz še vedno upam, kar je porazno, je to, o čemer zelo neradi govorimo, ne, pri nas mladi ne ostajajo več ali skoraj, ne. Šolani kadri ne ostajajo pri nas. Jutri boste imeli v Gorici posvet, kjer bojo šolniki govorili samem sebi. Nocoj nobenega šolnika ni tukaj, mladega. Če se pogledamo iskreno, mislim, to so stvarni problemi naši. Okrog sebe vidimo, kdo smo danes tukaj. Under 40 mislim, da ni nobenega. Ne mi vedno reči tega, da ne zanima. Jaz sem pri tistih letih hodil, Tavčar tudi, ko vidim tukaj smo hodili. Svet se je spremenil, tukaj se izgubljajo generacije, ampak hoče povedati, tudi zaradi tega, jaz imam kolego, ne bom povedal kdo, ki je odgovorni urednik, on je rekel, maledetto il momento quando hanno dato aggettivo cattolico v časopise. Je rekel, če tizga v naslov, ne? Je rekel, če tizga ne bi imel, mogoče bi kaj več prodal, ker umiramo vsi, ne? Na obroke, časopisi govorim, kopije umirajo, družina umira, mi umiramo, ampak nekaj se bo spremenilo. Delo gotovo, ma da ne govorimo, Piccolo ne tiska več 15.000 kopij, ljudje božji, to so realne številke. Jih ne proda več, mislim, ampak to so realne. Potem, da Corriere natisne
600 000 kopij, ki jih razdaj otrokom v šoli zastonj, če veste, v metro, v Rimu jih je po 150, to so drugi problemi. Ampak mi moramo ustrajati. Gotovo se bo spremenilo. Največja neumnost pa, ki jo poslušam, ko sem zraven gospoda Marjana, je pa res ta pravi, da bomo delali ciklostil. Nikoli več smo vrteli, tudi Marko in jaz, zdaj bomo delali, če bo treba digitalne kopije, tako ti povem. Če bo treba ciklostila, ne več. Reče, začne Marjan, bomo še rajati. Bo dokažem to. Ne, samo eno. Je gospod, ki če nekaj povedati. Če bo, gremo morjeva, še 3 leta tako izgine, začnejo glavnico in gospod Juri bo brezposel. In potem bo tiskal ščim. Čakam, da se pogovorite. Govorimo resno. Dobar večer vsem. Jaz ne bi gledal tako črno-bela, kot sem slišal zdaj marsikaj. Jaz mislim, da se stvari vseeno spreminjajo, bom pogojno rekel, v našo korist. Jaz sem bil na 50-letnici doma v Dreki, lepa preditev, oprostite, poleg mene sem jaz tam iz Slovenije videl samo še Zdravka Likarja in uradnico z urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Varnjalovo, ki je pošla pač po službene dolžnosti. Torej moramo le priznati, da je včasih ta zadeva malo drugačna, da ni črno-bela, da so vmes še vse druge nijanse. Kar se tiče doma, jaz dobim moj izvod takoj, dajo ga na pošti v Kobaridu, hvala Bogu, so najdli ta način in ga dobim tako rekoč naslednji dan. In to je način tudi nekaj, kar se tiče italijanske pošte, to je Juri prej povedal, torej zdaj smo že skoraj mesec dni po Božiču. Jaz še nisem dobil voščilnic Lombardije, ki jih dobim vsako leto. Zdaj jih bom dobil konc januarja. Ne, res to. To redno drag. Poslane pred Božičem, ker pogledam žig, z Valterine, tam imam sorodstvo in konc januarja enkrat bo prišel. To je sramota nepojmljiva, jaz tega ne razumem, jaz tudi ne vem, zakaj se to ne odraža recimo v italijanskih medijih, ker dan danes, da pošta tako funkcionira, kot funkcionira italijanska pošta, to je. No to je izven serijski, bi rekel, problem. Kar se tiče enotnosti Slovencov, jaz bom ponovil to, enotnosti ne bo nikdar, nikjer in hvala Bogu, da je ni. Jaz vas moram opozoriti na besede profesor Žekša, ki jih je izrekel v Trstu ob 40-letnici SSO-ja. Je rekel, kakšna je enotnost? Naj bosta dva pola in naj tekmujeta. Glejte, hvala Bogu, radikalni komunizem izginja. Poražen je na vsem svetu. Na Kitajskem ni več komunizma, to je neke nove vrste kapitalizem. Tako da zadeve grejo počas v neko normalno smer. Tako da jaz, kar se tega tiče, ne bi bil pesimist, absolutno ne. Hvala lepa. Ne, za hec bom rekel, komunizma ni več, ampak hudič gotovo pripravlja kaj novega. Ni miru, na ta sveta. Dobro, če še kdo kaj pripravljen vprašati? Marko, mi je žal, ti si nadrejeni, ampak eno pomanjkljivost. Sicer sem hotela govoriti tudi o Žekšu, pred nekaj leti smo ga poslušali malo drugače govoriti, gospod Maler. Pa si videla, da se je obrnil?
Nismo govorili o verskih oddajah, ki so na našem radiju, ki mislim, da je najstarejša oddaja, kar obstaja na radiju in bila še prej, verjetno, ko se je radio začel pod Nemci in nihče tega ne prizna. Verska oddaja na radiju je gotovo vsaj tako dolgo, ko gleda po željah in kmetijska oddaja. Tako, ne, ni tako. Najprej treba povedati tako, torej z reformo se je začela. Okoli reforme malo. Tam malo prej. Ne. Ker prej je bila sicer Semlemaša, ki so jih oddajali do Cvetega Justa in takrat je bil Šorli, ki je prebral slovensko tako. In Barilla in tako dalje. Drugače Maša je bila seveda latinska. Ne. Jaz recimo še vem, da je monsignor Rukmar imel neke oddaje, ko je razlagal drugi Vatikanski koncil, neke koncilske spise je komentiral, to je bilo tam sredi 60-ih let, tiste leta tam. Ti poznaš zdaj boljše, ker to je časnikarska oddaja, ne? In žal, dokler je bil gospod Zorko, ki je on pripravljal, in to je šlo. In potem je začelo škripati, ker ta oddaja, če se ne motim, bi pošli ti popravil, sodelujo brezplačno vsi tam. Zdaj je plačana? Ne, zdaj so brezplačni. So bile tudi prej, vedno, ker to je bila oddaja... Čas je raje preko škofije in malenkost zdaj. Zaradi, ker so Italijani zaradi deska. In tista oddaja pri nas je začela škripati, ker duhovnikom ni bilo preveč zanimanja, bi rekel. Ne? In ni bilo do tega, da bi se potrudili. Zdaj ne vem, kako gre. Se mi zdi, da nekam gre s tem novim Klemenom, ampak velikega navdušenja za sodelovati pri tej oddaji pri slovenskih duhovnikih žal ni. To drži. Ne, zdaj mislim, če začel je seveda gospod Zorko, po gospodu Zorko nekaj časa je urejal gospod Grmek, po gospodu Grmeku je imel nekaj časa Kunčič, po Kunčiču je bil vsaj 10 let Štrubelj, potem je star prevzel Jakomin, po smrti gospoda Jakomina se izmenično stvar z meseca v mesec vrstita duhovnik Tržaške škofije, nekaj časa je bil to gospod Bedenčič, zdaj je že približno eno leto gospod Zalar in gospod Karla Bolčina. Seveda vsak, ki urejuje to oddajo, ima potem malček drugačen pristop, malo drugače gleda na stvar, kakšen gleda na to oddajo, bi rekel, izrazito časnikarskega vidika, informativnega vidika, kakšen misli, da je to, kako bi rekel, priprava na pridigo ali kaj podobnega in je včasih zamujena priložnost. Ampak dobro, to imamo in počasi se mogoče tudi ti, ki oddaje urejajo, sami vzgajajo in učijo, kako bi bilo mogoče stvar bolje narediti. Je pa res, da včasih ima res šelik občutek, da se ne zavedajo pomena take oddaje. Radio oziroma televizija ima tudi, torej, če govorimo o radiju, imamo dnevno tudi tako imenovano duhovno misel in predstavljamo svetnika dneva. Ob sobotah zvečer pa po televiziji je tudi utrip evangelija. Mislim, da smo mi ostali edina še televizijska postaja v okviru Raja, ki ima v nedeljo zvečer to rubriko, ki jo je svoj čas za deželne sedeže uvedel Vigorelli, ki je dejansko ustanovil našo televizijo. Vse druge deželne redakcije so tisto rubriko takoj po koncu Vigorellijeve dobe to rubriko ukinile. Mi smo šli naprej, ustrajamo naprej in zaenkrat, dokler se gospodi dekani organizirajo, da sporočijo iz tedna v teden, kateri duhovnik pripravi pač to misel, ki se navadno sklicuje na evangelije naslednjega dne, bo šla rubrika naprej. Oprosti, ne bom nič korigiral, samo se mi zdi, da
naša postaja, ne, da glede verskih oddaj na splošno, ne samo verskih oddaj, tudi verskih tematik, precej popušča. Tako da, ko gledam slovensko televizijo, vidim, da imajo tam precej oddaj in tudi tista obzorje duha, jih pripravljajo prav nastavljeni, mislim, so zadolženi samo za to. Torej, zelo resno jemljajo to stvar, čeprav vemo, kako je še v Sloveniji. Zato pa ne razumem tega našega položaja v katoliški Italiji, da se to dogaja. Ampak recimo bom povedal nekaj, jaz sem bivši radijski uslužbenec, ampak zdaj sem zunaj, lahko govorim tudi odkrito, kar mislim. Oprostite, še nikoli se ni zgodilo, tudi v najslabših časih, da bi za Božič ne imeli, recimo, premiernih priložnostih oddaj. To je bila prav leitmotiv. Smo vsi se angažirali za to, da smo za te praznike, božične ali pa velikonočne, pripravili posebne oddaje za to. Letos, žal, ne vem, kako, nisem poslušal cel dan, ampak recimo jutranji pas, ne, kjer bi pričakoval, da bodo, ne vem, kakšne božične pesmi ali karkoli, saj pač fantazija je brezmejna. Lepo so fantje, ki so odgovorni za tisti pas, dali v zakup eni osebi v Kopru, ki je delala program glasbeni in govorila noter, kar mu je prišlo na misel. Karkoli, ne vem, o konjih, o kravah, kar hočete. Skratka, popolnoma obšli. Jaz ne razumem. In se čudim, da nihče se ni odzval. Ne? Jaz kot bivši radijski malo čudno, da bi pisal, kritiziral, ampak niti enega pisma, enega odziva, da bi kdo rekel, čujte, kaj niti za praznike ne morete pripraviti na božične oddaje. Je res, da so šli za 3 tedne na dopust, ali kakorkoli, ampak včasih smo pripravili oddaje in šli na dopust. In tiste oddaje so šli v oddajo, ko smo bili mi na dopustu. Torej, prosti, Marko, zdaj ti si ne boš odgovarjal, ampak to je nekaj nemogočega, zato je sprožila Erika tam probleme radija, ampak boljše, da smo tiho. Ja, ne, dobro. Ampak to je naloga novega glasa. Veste kaj, v novem glasu moram povedati tudi v uredništvu. Novi glas je bil te zadnji, ko je bil Koleni, ki je napisal podpisani na prvi strani v jeziku. Rezultat je bil ta, da se je Koleni smehljal in potem nisem bil več zaželen niti v prostorih tizga, ker sem pa pisal o podnu, vseh podnov, kar so tiste mladinske oddaje, jezik, ne? In so še slabši zdaj. Veste, kaj delamo? Jaz dejansko mi gre na bruhanje in ugasnem. Takrat sem pisal, se spomnim, je bila pokojna Mirjam, še me je klicala, sem imel še sestanek ta, in zdaj bomo, ta se nam ponujal, dajte ga voliti, tega Kolinja, ne? Ki dejansko on govori slovensko z mano perfektno, zato ki je Vipavc. Mama je zdaj, po mami je zdobel in z mano govori perfektno, ampak hočem povedati, da je on potem tam, zaradi tega, ker sem samo opozoril zelo umirjeno, kako je bilo. Od takrat naprej ni bilo nobenega reči. Hočete še drugi, ko smo govorili prej in s tem bom končal, šolo. Ta zadnji zapisi kritični v šoli so bili, ko sem jih napisal jaz, v novem glasu, potem nič več. Primorski nič, vi ne smete, ne? Na radiju se ne sme, komentarjev ne sme biti, je vse perfektno. In ponavljam, jutri, če greste pogledati me na bo, si bodo govorili sami sebi. Ti jih naštejem zdaj, si bodo govorili sami sebi, zares, zato ker tako. No, mislim, da je več ali manj krog zaključen. Erika je opravila svojo
večerno diverzantsko akcijo. Gospod. Ne, jaz ti se razumem prav, da ena stvar, ko si govoril o predsedniku SSO-ja in nisem razumel, da je resno, kar si rekel ti odnosih med našimi ustanovami in SSO-jem. Prej si nekaj rekel, da ni nekaj razlika, da nismo SSO. Ne, jaz si slabo slišal, Richard. Počakaj, samo eno stvar. Rekel sem samo to. Ponovim še enkrat, da SSO in slovenska skupnost brez nas štirih kulturnih društv, cirkov, kulture, tega, kar predstavljam, ne obstajajo. To govorim. Dobro, nisem razumel prej. Druga stvar. Ne, to sem rekel, da sem povedal, da je vse skupaj povezano. Problem je, da prav tisti, ki so, bi morali nekako vplivati več na SSO kot tak. Druga stvar je pa ta, jaz sem v komisiji, kar se tiče razdelitev sredstva po svetovalni komisiji. In vemo, znotraj katere težave imamo prav odnosi s SKGZ-jem. Je treba zelo se boriti, da priti do toliko in nekaj. In zaradi tega vidim, da so zares težave, kar se tiče, da SKGZ, če hoče kaj dati, hoče kaj drugega zase. In težko je razumeti, kaj pravzaprav oni hočejo. Problemi ostajajo, bi rekel, za nas, prav za SSO, kako si pridržati prav v teh ustanovah našo identiteto, ne da bi nas požrli, ki so seveda bolj močni kot mi. Kar se hočem reči, še eno stvar, kar se tiče doma. Problem naš je, da imamo proti, zdaj za celo Benečijo, kar se tiče tradicionalno Nadiške doline, duhovnika, ki pravzaprav ga ne zanima prav nič in je lahko proti slovenstvu splošno. In tudi škof nam prav nič ne pomaga. Tako da mislim, da če bo še doma, ne bomo imeli našega Marinota, da bo mi, zdaj si vzamemo vlogo, da mi branimo jezik in krščanstvo skupaj in smo laiki, ki moramo to delati. Seveda, dobro, da ko imamo njega, moramo še nekaj trošta imeti, potem ne vem, kaj bo se zgodilo. Dobro, če ni nobenih drugega vprašanja, jaz bi se zahvalila nadsvešnim gostom, Markotu Tavčevne, ki je večer vodil, Monsignorju Banini Policiji, Marjanu Markižiču, Juliju Palku in Mariju Marvelju. Hvala, da ste se odzvali našemu vabilu in da ste na svoji tako sodelovali, živahno sodelovali. Jaz bi pa povabila vas na prihodnje srečanje pod Lipami in sicer naslednji četrtek, 26. januarja, bomo imeli v naši sredi magistra Rada Pezdirja, ekonomista, raziskovalca, časnikarja in podpredavatelja, ki bi spregovoril o zgodovinskem ozadju zamejskega družbenega gospodarstva.